da še, če grem spet nazaj na moj trek, v Vodnjanu, ko ste se pa lotili te trafike. Če se prav spomnim, ste se tega gor vozila. Ja. A ne? Ja. Kako je do te trafike prišlo? Ko Nina napisala knjigo Med vrsticami, Nina. To so ta knjiga pogovorov o časopisih, iz katerega je pol tudi El Normal posledično nastal zaradi intervjuja z Ireno. Tam je pa Matevž tudi pisal o kioskih. Kiosk kot en paviljonček, se pravi, oziroma kiosk kot podaljšek fizičnega tiska. Kot materializacija. Kiosk je nastal v bistvu kot vrtni paviljon v Perziji, pa potem pač dobil to svojo iz tega enega prostora užitka, je pol prišel v mesto, je dobil neko funkcionalnost, in je pol postal materialni prostor časopisa. Zdaj časopisi izginejo, tudi kioski izginejo. No in pol sem pregledal ta nabor teh kioskov, 3 Plečnikovi, od Mehtiga, in ko so to imela pred sabo. Ampak to, da so v Ljubljani 3 Plečnikovi kioski, takrat sta bila 2 od teh 3 prazna, zapuščena. Tega v bistvu noben še ni tako opazil pa povezal v članku. Čakaj, kjer 3 tale je? Tam ni pa na Tromostovju. Tam pa pri Tromostovju je eno, na drugi strani je Svetličarna. Aha, ok. Tam Tromostovju od Mola, potem pa še na Horvatovem. Na Hrvaškem trgu. Na Taboru. Tudi tam po krogu. Ne, malo drugačen. Je ovalen, kot ena apsida, kot ena kapelica zgleda. Zelo lep. Tisti moče tako arhitekturno, mislim, vsi so ful taki cukrčki, zanimivi. Ampak pa pol so gledala to, kar smo natisnili, pa se spraševala, pa zakaj so prazni, zakaj je ta tukaj prazen, recimo na Vegovi. In so pol pisala Koželju, ki je bil podžupan, da bi nas zanimalo to mogoče oživiti, če je kakšna opcija. Da smo videli, da je prazen, pa zakaj je prazen, pa da imamo nekaj idej. Tako je odgovoril res zelo hiter, da glih je bil, mislim, da na potovanju v Grčiji, da sam še pridem iz Grčije, pa se dogovorimo. In je pa res hiter stekel ta dogovor, zelo nam je pomagal pri tem. Tudi potem Darja Pragovnik je to prenovila, je bila tudi zelo naklonjena tej ideji. In smo pač imeli seveda razmislek, kaj kiosk v sodobnem času v kontekstu digitalnih medijev pomeni. Polenina dala pobudo za ta natečaj Kiosk prihodnosti, ki je bil mednaroden, ki je tudi zelo veliko zanimivih rešitev prinesel. In v glavnem, kar sva vedela, je to, da to ni kiosk zdaj, da mi samo revije prodajamo tam, ampak da to v bistvu nastaja mikrokulturni center, da so to te dogodki, ki bodo, se pravi, da videla sva spet nekaj, kar je bilo nevidno, javni prostor ob tem kiosku. Ja, v bistvu se je kar ene par stvari, ki nas že dolg časa zanimajo, tukaj združili. Eno je čist pogled na revijo, revija ni nekaj, kar pač, če hočeš, da revija kot je outsider živi, mora biti živa in živo jo pa dela stik s publiko. Ti moraš človeka, ki bere, ki spremlja revijo, se nekako dotakniti, moraš ga zanimirati, moraš prebuditi radovednost na drugi strani. In zato je pa treba na zelo različne načine ga se truditi bralca doseči. In ta kiosk je nekaj fantastičnega za ta stik s publiko, za komunikacijo, da pride bralec tja, pa kaj vpraša, pa kaj pove, pa kaj kritizira, predlaga. Nek tak fizični prostor revije, da ni samo nek pasiven odnos, da bralec bere, ampak da lahko pride tja, pa kaj pove. Kup časopisa, to je neka taka lepota, preprosta, žlahtna zgodovina časopisov, je tukaj materializirana. Poleg tega je to Plečnik, najmanjši Plečnikov interjer. Najmanjši Plečnikov objekt, manj kot 2 kvadratna metra, je okrogu krasen v bistvu gradnik tistega prostora tam. In kar še nas zanima, tudi malo mene osebno, mene bolj zanimajo stvari, ki so malo spregledane, pa pol vidiš, da so ful lepe kot une, ki so že ful takoj vsem očitno v središču pozornosti. In ta trafika je bila točno tak primer. Točno tak. Krasen objekt, ampak noben ga ni opazil. Ja, tako, vsi smo mem hodili.
vključno z mano, nobenega nisem opazil. Ja, Pač nisi ga zares v zavestu. tako, točno to je, nisi ga videl, nisi ga pa v zavestu, tam je večno bil. Ja. In, Tako. ja. No, mi pa smo prvi prepoznali to, da je to v bistvu neka akupunkturna točka lahko razvoja, no? Neko žarišče, generator kulturnega razvoja, trga, ki potem lahko nastane okrog. In ta trg pa smo pač uvedli tako, da smo zasnovali nek kulturni program, začeli vabiti zanimive goste. Matej, ti si bil en izmed prvih gostov pri Trafiki, takrat, ko smo začeli. Ja. Torej, neke pogovore z ljudmi, s katerimi sodelujemo pri reviji, smo postavili v prostor in še poudarili to, da je to fizični prostor revije, no, kjer človek lahko pride, kaj pove, posluša, vpraša. Spet pa ta želja, tako kot pri reviji so zelo različni, ni samo arhitektura, so pač želela imeti različne teme, da to ni potem izključno arhitektura, ampak da so razni preseki, tako kot je bilo na zadnje znanosti ni bilo čisto na zadnje, kaj je bilo še naprej, zdaj je bilo umetnosti na zadnje. Prejšnje še bilo umetne inteligence v znanosti, potem smo imeli predstavitev knjige, pa tako zelo raznolik program, ki spet nagovori, se pravi, ljudi, ki pridejo potem to poslušati na črtno, se pravi, da so koledarček, ker jih to zanima, ali pa tiste mimoidoče, ki slučajno pridejo, pa se kar ustavijo, pa kakšni vključijo debato, kakšni poslušajo nekaj časa. To je bil ta moment, ki naj jo zanima, ta naključnost, to, kar definira mesto, naključnost. Tudi sploh nismo v začetka namerno preveč tega oglaševali, smo rekli, ok, imamo dogodek, tako ne želimo ga delati velikega, želimo, da je to v nekem majhnem obsegu, ker tudi potem veliko večje interakcije nastane med se pravi, obiskovalci in govorniki. Tako da včasih pride 10 ljudi, včasih pride pa 40-50, zelo različno. In tudi nismo nikoli snemali teh pogovorov, prav zaradi tega, da so enkratni, da veš, da če veš, da bo to posnet, pa da bo potem nekje v arhivu, potem nimaš te energije, da se premakneš iz svojega zaslona in greš na dogodek v mesto, ostaneš doma. Tukaj sem rekel, to je dogodek, ki se enkrat zgodi in če se potrudiš, imaš enkratno izkušnjo za svoje življenje. Tako da to. Meni se zdi, ko ste mi povedali, da se boste to šla, pa ko sem dojel, kaj pravzaprav to je, meni se zdi to res božansko. To mislim fenomenalno, tako prvič, kot ste rekli, Plečnikov kiosk, ki je tako tam stoji, pa je noben ni vedel, da ga ozaveščen ga imel, da to uživita in pol to vse dogajanje okrog njega in v resnici je prav to eden od par razlogov, zakaj se jaz grem ta podcast. Ker takrat ko si ti mene povabila, jaz sem imel že dostikrat, pa predavanje, pa na biotehniški fakulteti, pa na kakšni konferenci, pa tako. Včasih ti rata boljš, včasih slabš. Pa se počutiš, to sem pa dobro speljal, tu pa nisem tako dobro speljal. Vse veste, kako to, vsak ima te občutke. No, toliko dobro, ker sem se jaz po tistem intervjuju, dobro, to je verjetno tudi zato, ker si ti dobro peljala ta pogovor, ampak si rekel, mater, tole sem pa res dobro. To je bilo pa res, se mi je zdelo, da sem dal tisti sebe, kar sem želel skomunicirati in da sem se tudi na konektu s publiko in da sva se midva dobro pogovarjala. No in zato sem enkrat pa omenil, zakaj ne snemate, ker sem rekel, pišu, kar škoda. Glih to, kar mi je pa tako dobro šlo, pa ni posnetek. Ampak razumem poanto in make sense. Preko si rekel to, sem pa vse čas razmišljal tudi o tej sporednici, da tako kot je za tebe ustvarjanje teh podcastov ena stvar, ki je iz čistega užitka in veselja in najbrž ne prinaša finančne koristi, ampak je najbrž strošek.
tako isto v bistvu trafika za nas. Tudi mi to, kar delamo, je v bistvu zelo težko vzdrževati trafiko v javnem prostoru. Tukaj je tudi to je en tak problem, pač, ki je povezan z spremembami v medijih. Včasih je bilo normalno, si šel tja, kupa časopis, pa si še uno pa tretje. Danes, ko si novice prebereš na telefonu, posod ne greš v trafike. In tudi ta trafika je pa še specifična v tem, da nima priključka za elektriko. No, to zgodbo, jaz jo poznam, ampak to morate povedati, zakaj se je tem pogovorom rekel ob mraku. No, in tudi mogoče je to razlog, da te trafike noben ni najel še prej, ker so sprašvali določeni, da bi časopise prodali, ampak ni elektrike, tako da ne moreš imeti blagajne, ne moreš imeti ogrevanja po zimi in take stvari osnovne. No, in ko smo mi začeli dogodke delati, je bil seveda problem, ko si enkrat v odprtem prostoru, se zvok zgubi, rabaš ozvočenje. Za ozvočenje rabaš elektriko. In rabaš pač to osnovno infrastrukturo. In ko smo rekli, kako ćemo to rešiti, kaj ćemo se sprašvali, če nam lahko tam, ki je zraven od elektra pokrov, če lahko tam en priključek, kje je to rabite, gradno dovoljenje, ne vem kaj vse je. Še naštevati. Pa se to je samo 14 dni. In pol, če bi pa rekel nekdo, pa imejte agregat tam, pa zalaufaš, pa imaš, pa nama to ni bilo glih všeč, že bi tam neki ropotali skozi zraven. In pol so pa povedali, pa se mislim, vedela sva, da se po sončnem zahodu prižge luč noter, ki je pa vezana na javno razsvetljavo, ki se prižge ob sončnem zahodu. In smo rekli, pa dajmo iz te slabosti narediti zgodbo. In smo ustanovili festival ob sončnem zahodu, zato ker se imenuje pač skratka, zato ker smo lahko dobili elektriko, takrat ko se je javna razsvetljava prižgala, ki je pa na senzor, ko se dosti temni, se prižge luč. Tega niso hoteli povedati, ki je senzor, ker so vedeli, da če bi jaz vedel, kje je, bi takoj pol si priredili program sončni zahod, koju prinesli in bi luči prej prižgali. In pol kasneje smo ugotovili, da pa obstajajo tudi ojačevalniki baterijski. Kaj da obstaja? Baterijski, se pravi, zdaj imamo en ta ozvočenje, ki ima akumulatorček noter, in lahko zdaj pač ne glede na sončni vzhod ali zahod naredimo dogodke. V bistvu ni treba sploh čakati na vse to, ampak to je ta naivnost, ki pol včasih... Ampak je fajn, enostavno ta zgodba s tem. In se še vedno držimo tega, da imamo nekje ob sončnem zahodu, je pa problem zdaj maja, sončni zahod, ob 9, pol 10, junija. In pač tudi ob tem, ko smo imeli ta festival, sem takrat točno poznal čase sončnih zahodov, ki je kdaj, jih primerjal pol, da je v Sloveniji ta razpon, nekih 8 minut od shoda do zahoda, in je bilo to zanimivo pozvati, kdaj sonce, kje zaide. In tudi pol včasih je zašel, pa je bilo že hitro malo svetlobe, so se hitro prižgale te javne razsvetljave. Včasih je pa kar še ta svetloba bila intenzivna in je bilo že pol ure po sončnem zahodu, kar še ni svetla luč in še kar nismo mogli začeti. Tako da je zanimivo to kot en tak detajl. Povabi k temu, da si bolj pozoren, bolj čuječen do nekih naravnih ciklov. Pa vsi radi govorijo javni prostor. Ampak to pa je pa res javni prostor z vsem, kar to prinese. In tudi mediji jaz razumem kot javni prostor. Ti, ko nekaj objaviš, vstopaš v javni prostor, v primeru seveda, da to nekdo prebere. Pol je ta žlahtna interakcija javnega prostora in trafika pa tudi to materializira. Ma pa to tudi kup nekih problemov, naprimer vremenskih. Ne vem zakaj, ampak vedno, ko mi napovemo pri trafiki dogodek, dežuje. Oziroma je taka napoved, da se vsi trepetamo, a bo dež ali bo kaj. In velikrat se je že zgodilo, da je bil lih takrat dež in smo potem... Zato, da ste preskočili Riba arhitekti. Da jih še bomo imeli. Zato, da bom jaz, ker takrat nisem utegnil, zdaj bomo lahko prišel. Riba arhitekti pa Robert Dolinar še pridejo, se tudi jaz zelo veselim. Drugač pa se včasih, kadar nimajo vaj ali pa kakšnih sestankov, se pa nam pa prijazno odstopijo prostor v hiši arhitekture Zaps. Kaj zraven je pa tudi lepo. Zraven, tako da tudi tam smo že parkrat imeli. Ampak se je ravno ta, zato mogoče meni ni toliko domače ta Dunaj ali pa nasploh ves ta germanski svet. To je zame čisto preveč urejen, predvidljiv, vse tako. Meni pa to všeč,
sonce še ni zašel, bo pa malo dlje trajati. Dobiš to distanco do časa, da mora biti vse neki. Ne, se pač malo počaka. Se spomnim tudi takrat, ko sem bil, smo malo počakali, pa je pol bilo. Ali pa, da vreme bo ali pa ne bo, ne, da si malo pod drugimi stresi, ne tako. Kot organizator je to malo drugače. No, in to, kako se tam dejansko neki sedežev je, pol se pa še malo na zidu, pa zadnjič je bil tipičen primer, kako se je ta matematik zraven šel, a ste ga videli? Šel je s kolegom. Ne, kako je prišel, nisem videla. Mi smo že govorili. Šel je s kolegom, pozdravil je tega, ki je govoril, ki je bil tudi Igor Vrtovšek. Ja, tako. Malo prisluhnil, do pločnika je prišel, se poslovil s kolegom, nazaj in se usedel. Ker je samo tako malo, par keywordov po mojem slišal, da se dogaja nekaj, ker bi ga pa znal zanimati. No in potem pa še presedel zraven. Tako, mislim, božanska situacija, res, javni prostor. Ali pa tako gledaš, da grejo ljudje mem, vidijo, da nekaj se dogaja, tako sred nečesa je. To me je zanimivo opazovati. Eni ljudje, ker je pač to na pločniku, se eni ljudje ustrašijo, grejo pol prav okoli, grejo na Vegovo in pol nazaj na pločnik, da obidejo to. Eni pa ni problem, pa grejo lepo naravnost po pločniku, kot so nameravali. In se celo malo pol prisluhnejo mogoče. Marsikdo, vedno se zgodi, da kdo pač ostane, prisluhne. In tudi to, outsider je nekaj, kar je, mislim, mi ta javni prostor res iskreno jemljemo kot bistvo kjerkoli medijskega udejstvovanja. No? In ta trafika in ti dogodki ob trafiki, postavljeni tam dobesedno v javnem prostoru, to je najbolj identiteta outsiderja, kar je lahko. No? To je to. Z vsemi kiksi, pa naključji, pa nepredvidenimi situacijami vred. No? To je to. No, sej, ravno to. Outsider že zdaj ni več samo revija, imate to, pa je normal, pa trafika, pa to. In ravno to ga dela, to, kar si rekel, to je za vas bolj strošek. Strošek, če ga gledate parcialno, tako kot je za me to strošek, če gledam parcialno. Ampak po drugi strani pa upam, da tudi skozi, dobro, vama nisem hiše projektiral, jo tudi nikoli ne bom, ampak drugi so taki, ali skozi neko to izkušnjo, ki je v mečken, se nimam verjeti, si ne domišljam, da to spremlja ne vem koliko ljudi, ampak kljub vsemu imam pa že odzive, da eni pa so rekli, zdaj pa že kar čakam vsak petek, da poslušam to zjutraj, ker vsak petek ob 6 že vem, da je to gor. In je tudi tako, tudi biro postaja malo več kot se nekemu naklada zraven. In tako outsider je pa vse to. In tako, jasno, če gledaš parcialno, koliko vas to stane, da se prepeleš tja, ampak v končni fazi stane te tudi nekdo, da ti članek napiše. Je tudi strošek, ampak vse to skupaj pa naredi nekaj, da tudi projekt nekih posnemovalcev za neke posnemovalce dviga, ker ne more narediti sam še iste revije, ki bo iste teme pokrivali, pa tudi če bojo tako raznolike ali pa iz istih področji, ker outsider je, gibanje ni ta prav, iščem izraz, pa nekaj nič tazga, ampak neka taka aktivnost. Če skočimo še to, zdaj imate še te delavnice z zemljo. Ta zemlja, vem, da je že od nekdaj privlačila, zato ker že takrat za prvo številko sem jaz nekaj pisal, pa si pol ti napisala tisto o Rikoli za zbutano zemljo, pa za Rauchom. No, ampak zdaj je to kulminiralo v to, da imate pa prav delavnice. Zdaj imamo center za gradno zemljo. Že 3 leta. To je v bistvu, tako, v prvi številki smo takrat nekako prišli v stik z Martinom Rauchom. Niti se točno ne spomnim, kako. Po eni strani je bil ta projekt od Rikole, po drugi strani so nekje zvedla, da ima on ženo Marto Rauch Debevc, ki je Slovenka. In pol so tudi njo kontaktirala in
je že pri prvi številki pač ta Jaz se vsebina. spomnim, ko si jo ti klical po telefonu, ko smo nekako dobili cela procedura, da smo dobili od Marte Rauch debelo cifro. Tega se ne spomnim. Potem sem takrat z njo intervju naredil, pa z Martinom Rauchom tudi. In pač, mogoče tisto, kar je bilo najprej prvo, je bilo to, da naj jo privlačila ta lepota tega materiala. Pa ta enostavno, zato pač zemlja. In da je to zemlja, ki ima toliko dobrih lastnosti, od tega, da pač nimaš ogljičnega odtisa, da je to čist naravni material, brez nekih kemičnih ali pa termičnih predelav. Pa to je že spet nekaj, kar je vse prisotno, ampak spregledano. Ampak to je že tukaj. Ta neka tvoja formula. Smo shodno po njej, ampak tako. Martin Rauch je rekel na predavanju, ko je bolj prišel na naše povabilo 2018 na festivalu Orodje za boljše bivanje, je rekel, da tretjina ljudi na svetu živi v hišah iz zemlje ali pa blata danes. Ampak večina živi pač v nerazvitih zaradi revščine, predelih, ker nimajo druge izbire, ne zato, ker so tako ekološko ozaveščeni. Ampak pač dejstvo je, da to je relevanten material, ki se ga da uporabljati na vseh delih zemeljske oble, s pravilno tehniko, seveda. In prav takrat, ko je on prišel v Ljubljano, tudi smo se še poslovili, preden je šel, je rekel, pa dajte si še vi malo roke umazati. In pa so že tako, pač, zakaj pa ne tam, pač, zakaj ne bi začeli kaj sami početi s tem. In potem sva razpisala, mislim, da kmalu eno leto zatem ali pa še v istem letu en natečaj Hiša iz bite zemlje. Ja, se spomnim. In kar je bilo zanimivo, je bilo to, da je bil neverjeten odziv. Tako da smo dobili, mislim, te natečaje imamo tako narejene, da se pač najprej registriraš, da dobiš natečajne podloge in potem oddaš projekt do določenega datuma. In teh registracij, ko so ljudje si zdownloadali, to pač lahko spremljaš, ker se more prijaviti z mailom. In že to je bilo tako neverjetno, koliko ljudi je to zanimalo. Ne vem, točno številke zdaj, ampak tisoč, teh registracij. Ampak projekte je na koncu oddal, narejene projekte z vsem, 469 avtorjev oziroma avtorskih skupin. Celega sveta. To so tudi objavili, ni bilo medija arhitekturnega na svetu, ki tega ne bi objavil. Žirija smo se za glavo držali, kako bomo to vse pogledali in tako naprej. In mene skrbelo to, ker vem, da na koncu bo en vesel, da je zmagal. 468 jih bo pa razočaranih, ker so izgubili. Je to kar teža. In smo potem, kar je zanimivo, skozi to smo tudi videli, da se v določenih delih sveta dejansko ta material uporablja tako živo, da so oni sprašvali stvari, ki niso imeli pojma, kako odgovoriti, v nekih detajlih, kakšna granulacija, pa ne vem, tako naprej. In pač Azija, Kitajska, Indija, Japonska tudi, Srednja Amerika, tam se veliko gradi, Avstralija tudi, veliko gradi z zemljo, z zbito zemljo, s tem, da nekje dodajajo cement, nekje ne. V Evropi se ta material veliko uporabljal, pa je potem pač po drugi svetovni vojni se ga nehalo uporabljati, ampak zdaj se vrača. Francija, na primer, si videl tudi sam. Franciji zdaj noro, kako se veliko gradi spet, prihaja nazaj, tudi v Nemčiji, Avstriji, Švici. In pač seveda nas je to začelo zanimati. Smo pa preko imeli neke delavnice in začeli pač z metodo, da se učimo z napako, preizkušati in graditi. Tako da smo zgradili zdaj 2 paviljona, nekaj klopi, tla iz zemlje smo naredili in zdaj v bistvu, kar delamo trenutno, je to en tak projekt, ki traja dlje časa, in to je razvoj modularnega sistema gradnje zemlje. To bi radi razvili, se pravi, da se... Modularnega sistema, v kakšnem smislu? Da so osnovni moduli oblikovni, ki so potem osnova za to, da se lahko, pač namen tega, da se približa gradnja zemljo širši uporabnosti, ker je v bistvu precej zahteven fizično in časovno proces gradnje, se pravi, da se na ta način
če stvari spremeniš v nek modul, ki je vnaprej predviden, veš kako pa kaj. Ne? Torej sistem opaža. In opaža, ampak opaža samo en del tega sistema. Ne? Da ti na ta način, ko imaš vnaprej predvidene elemente, lažje potem priješ do neke celote. Ne? Ampak modul ne bi bil kot zidak ali kot stena? Ali v bistvu kot stena. Kot stena. Ja. Tako da to zdaj smo spet ta dolgoročni plan razdelili v nekaj krajših, ker je pa kar veliko postopkov vmes, ki je treba razviti, kakšen upaša, pa potem na drugi strani te druge elemente, ki niso iz zemlje, pa potem naprej software, pa same mešance, načine zbijanja, načine se pravi aplikacij materijala, kakšne so možnosti, kje se da kaj optimizirati in tako naprej. Ne. In to pač delamo zdaj na ta način, da prijavljamo na razne razpise. Ne. Trenutno pa delamo pač čisto spet iz lastne iniciative, ker smo zdaj v tem nekem umestnem obdobju, ko iščemo primeren razpis, pa ko se nam je prejšnji iztekel. Ampak to bi delali tudi brez. Mislim, če bo v bistvu, če mene vprašaš, je tudi nek tak eksperiment arhitekturni, kot sem že večkrat izpostavila, nam je važen stik, z bralcem, z tistim, nismo mi tukaj edini, ampak je odnos, arhitektura, tako kot je revija. In ta gradnja z zemljo ni nič drugega kot odnos in to zelo fizičen. Tam pač ljudje skupaj zbijajo tisto zemljo, umažejo si roke, preživljajo ure in ure skupaj in to je nekaj res zanimivega in nekaj čist drugačnega, kot je običajna arhitektura. Tukaj, da ti postaviš steno iz zbite zemlje, kakor jo mi se lotevamo, jo narediš skupaj. Tisti, ki jo nariše, mislim, ni ločeno, arhitekt ni ločen od procesa gradnje, ampak sodeluje, tako kot vsi drugi. In to je nekaj, kar se meni zdi zelo zanimivo izhodišče, kako malo drugače razmišljati o arhitekturi. Ampak tukaj biti samo toliko dopolnil, da to je, kar se tiče delavnic, in zato so delavnice tako en tak zelo fajn dogodek. Kar se pa tiče te naše vizije, ki je pa tudi zelo jasna, ker vemo, zakaj to delamo, da se naredi gradnja, ki je okolju prijazna, ki ima nični ogljični odtis, kjer je pa treba veliko enih stvari raziskati in ugotoviti, čeprav gre za arhaično tehniko. To je pa tisto pol, kjer pač se nam bi to raziskovali pa delali v vsakem primeru, ampak recimo lani smo bili strani nemškega ministrstva financiranja in tak razpis nam pa pomaga, da pač naredimo nekaj, kar bi sami brez tega mogoče 2 leti rabili, to pa naredimo potem v pol leta. Recimo. In taki razvojni projekti se mi zdijo zelo fajn, ker potem lahko veliko enih rezultatov pripelješ do neke točke. Seveda je pa ta proces, ki ni napisal, to pa nekaj neverjetnega, da imamo tam to odprto gradbišče, ki ga delamo skozi delavnice, kjer naredimo eksperiment, ampak hkrati je pa tudi en zelo pomemben socialni dogodek, kjer se ljudi spoznavamo z zelo različnih ozadij, nekoga zanima gradnja zemlja, nekdo pride čisto samo zato, ker se mu je slišal zanimiv, pa nima nobenega predznanja o tem, ampak vedno nastane neka posebna energija in preživimo en tak skupen čas kvalitetno. In glih zdaj so me povabili, se mi tako fajn zdi, da bi kar povedala, ne vem, kako so sploh prišli do nas, ampak pač povabili so me k pisanju enega članka za revijo Baumeister, ki so zdaj poimenovali Baumeistern, da pišem o tej zemlji in tudi na naslovnico so umestili eno izmed fotografij, ki so nastale na eni izmed delavnic v Dobravi pri Škocjanu. Tako da tu se kar nekako širi samo od sebe in se mi zdi res super. Ko se to fotko omenila, se tudi spomnim na to, da v bistvu ta delavnica gradnja zemljo, pol mi vsakič še nekaj novega dodamo in to bi rečemo medijska delavnica. Ta fotka je nastala na medijski delavnici, zato da bi udeleženci ne samo gradili zemljo fizično, ampak tudi artikulirali, ozavestili, kaj ob tem čutijo, kaj mislijo in to ubesedili.
zato da vejo sami, pa da lahko drugim naprej povejo. In to je zelo zanimiv moment, ne? Ko potem več ne delaš, ni samo to, da drugačen mindset imaš ob tem, ko nekaj delaš, ne? Se preizprašuješ določene stvari in so zelo zanimivi teksti, vedno nastanejo na ta način, ne? Ki jih potem pač objavimo ali na internetu ali v reviji, ali celo eno posebno publikacijo smo naredili lani ob temu in smo zbrali te eseje študentov, ki so bili lansko leto. No, kratki zapisi, no, zdaj to ne zna vsak kar tako pisati, no, neki kratki uvidi, pospremljeni pa tudi z slikovno opremo, no, vsak je dobil fotografa, zdaj na tej delavnici je bila to Jana Jocif in so sami si zamislili fotografijo, ki ponazarja njihov odnos z zemljo, ki je nastala tudi ta iz naslovnice. Veš, ja, mislim, to se mi zdi ta prava formula, ne da imaš ti neko osnovo in je to ta osnova je vse. Ampak ravno to, ker ti napleteš še tega bogatstva okrog, to se mi zdi pa fenomenalno. In si predstavljam, da dobro, zdaj, ko bo ta delavnica prišel dol, ne, ampak ker predstavljam si, kakšna energija se tam dogaja, zato ker se mi zdi po formatu to zelo podoben temu Marketovemu masterclassu ali pa mogoče temu študentskemu, ki traja en teden, ne. Ker tudi tam se zbereš nekaj, ki se spi, kakor se pač spi, dela se skupaj, je se skupaj, ne doživiš velikrat, da ti tam ob tebi zraven prickarjev nagrajenec sposodo s tabo pobiva. To se ne dogaja tako pogosto. In je čist, pa da imaš priliko z njim debatirati, se normalno pogovarjati o aerodinamiki, ki je tudi leto z avioni, tam prevečeri pa tako. Nimaš teh priložnosti in tak, se mi zdi, da neka taka energija se dol more tudi valiti. Ja, zelo, recimo, to je zanimivo, da ko zaključimo z delom, ponovadi delamo do 6, se najde kdo, ki reče, pa dajmo še malo, in pol še, in pol imamo večerjo, po večerji so pa debate, ko, enkrat je nekdo prinesel eno celo škatlo knjig in smo une knjige čitali, kdo je že prebral tisto, tako naprej, trajajo debate ali pa zabave do jutranjih ur, tudi včasih, Ko smo imeli to študentsko delavnico, so študente potem pač seveda, ko zaključuješ projekt, vedno še malo, pa še malo, smo imeli pol dejansko zaključek projekta ob 11 zvečera, vsak prezentiral pol svojo nalogo in po temu sledila zabava, ki je trajala do jutra in so se šli potem zjutraj kopati v Krko, so prišli nazaj in ob 10 smo imeli dan odprtih vrat, so prišli domačini, pa pač neki novinarji tako, in so bili vsi tam čili, pripravljeni prezentirati projekt še enkrat, in si motiviran. In to te zlepa. Tako res ena taka energija, tudi v tem smislu kreativnem, koliko nastane nečesa. Pa tudi, da vse narediš tako, bi sta rekla, sam. Se podobno je tole, da sem bil na tem predavanju na FAI-u, ki so predstavili to afriško delavnico. Oni so tle zrisali za to, pa do tega, da so dol in butali in morali nakupovati tiste elemente in švasali in vse. Ta celoten krog se mi zdi, da ti res da bogatstvo. Jaz mislim, da tega je premalo. Tudi po birojih. Zato sem jaz sem moje dvakrat že zdaj Tonetu pelil, enkrat, da smo štukolustro delali, enkrat, da smo ilovnate omete delali tam pa njemu, pa kaj Tone delal tle v stični tisto butano. Nismo, ampak sem pa vseeno pelil vse, da smo videli, pa da smo probali tudi mi. Mislim, jasno je čisto nekaj drugega, če ti to delaš res sam, pa en teden, tako da res ti nekaj narediš, ampak vsaj majčken steka, da si umažeš roke, se mi zdi pa, da je fenomenalno. Ko si omenil Afriko, pa to, da recimo, kako bi bilo, če bi na podoben način pri nas izvajali popotresno obnovo, popoplavno obnovo, naprimer,
nekaj je šlo, nek nov kulturni center, neka skupnost, ne pridemo tja študenti, pa tako naprej, naredimo, uporabimo naravne materiale iz lokalne skupnosti in bi se take stvari v veliki... Ja, to pa bo trajalo. Na en tak zanimiv način odvira. Formular, ne po Puresu, ne po evrokodih in tudi čez gradbeno dovoljenje tega ne boš spravil in še delavci ne bojo zaposleni. Ampak ni škoda, da se nam ta energija, ki ustvarja... prekomplicirano. Včasih je to delovna brigada. Da se zgubi pol v tem birokratskem, v tem, da moramo po unem regalcu, da pol rezultat tega to, da je zdaj na tečaj po skoraj po enem letu bil za neke tipske hiške. Tipske hiške, ki imamo že neskončno v katalogih. In ki se pol da je rekel, da ne bo nikoli zgrajene, razen če bi se nekdo res odločil za njihov projekt, ker je majhna verjetnost. In to pa gre po tem našem sistemu. Ki bi pa takoj najdel za tisto vnemo, ki takrat je bila po poplavah, ki vsak želel pomagati, ki bi prišli in bi lahko nastali res zanimive rešitve, če bi imeli to fleksibilnost, da se to lahko, da se razume, da ni namen zakonodaje to, da omeji, ampak da pomaga. Da zakonodaja bo zato, da bo samo tisto, kar bi na ta način nastalo varno, pa da bo skladno z prostorom, pa da ne bo spet stalo v poplavnem območju, ampak da bo tako, recimo, da se poenostavi in ta zakonodaja deluje v smeri potreb družbe.